Pozdravljeni. V ponedeljek si je minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič s sodelavci ogledal gradbišča projekta modernizacije železniške proge Pragersko-Hodoš. V Ormožu pa se je sestal s člani občinskega odbora Stranke Mira Cerarja, ki so mu predstavili problem prehoda regionalne ceste čez železniško progo v Mihovcih in probleme v zvezi z gradnjo več kot 2 desetletji pričakovane hitre ceste Ormož-Hajdina. Pri ogledu gradbišča projekta modernizacije železniške proge Pragersko-Hodoš so se ministru za infrastrukturo Petru Gašperšiču pridružili župani občin, kjer potekajo dela. Minister se je srečal tudi s predstavniki podjetij, ki sodelujejo pri projektu. V Ormožu pa se je sestal s člani občinskega odbora Stranke Mira Cerarja, ki so mu predstavili problem prehoda regionalne ceste čez železniško progo v Mihovci in že več kot 2 desetletji željeno hitro cesto Ormož-Hajdina. V zadnjih mesecih smo tudi na ministrstvo večkrat pisali argumente, zakaj je torej nujno, da bi se hitra cesta Ormož-Ptuj nadaljevala in končno tudi zgradila. Kot lokalni odbor SMC Ormož smo podali tudi pripombe na prometno strategijo. Nekako tudi danes smo mu osebno še enkrat predali tudi vse te zbrane pripombe na prometno strategijo in pa tudi predloge lokalnega odbora SMC Ormož, kako bi nastalo situacijo torej rešili. Kot vemo, hitra cesta Ormož-Ptuj je razdeljena v 3 odseke. Prvi odsek od Ormoža do Formina oziroma Gorišnice je tudi že imel izdano gradbeno dovoljenje. Gradbena dela so se tudi že začela opravljati in se zaradi stečajev, 2 stečajev podjetij torej niso nadaljevala. Tudi drugi odsek od Gorišnice do Markovcev je že umeščen v prostor, tako da bi gradbeno dovoljenje sicer še ni izdano, ampak tudi ta odsek bi se dalo razmeroma hitro oziroma je izvedljiv torej. Tako da smo strani lokalnega odbora torej mu predali 2 predloga. Najboljši se nam zdi ta, da bi torej se opravila, zgradila ali začela dela izvajati torej do Markovcev. Potem je svoja videnja in dejanske možnosti, da se problem izgradnje hitre ceste Ormož-Hajdina reši, predstavil minister. Žal njegova pojasnila veliko ne obetajo. Kar se tiče nivojskega križanja ceste železniško progo v Mihovci, ki si ga je v ponedeljek tudi ogledal, pa pravi. Na ta izvennivojsko križanje, no in v zvezi s tem pa potem naletimo na to križanje, ki pa ostaja nivojsko, kjer smo si ga danes tudi ogledali. Prav takrat smo imeli priložnost videti tudi, v tem času je prišel vlak na tisto postajo, tako da smo lahko videli, da se zelo hitro nabere kolona vozil. Čeprav mi je bilo rečeno, da je samo vodenje teh zapornic izvedeno z najsodobnejšim sistemom, tako da čas, zaustavitve je relativno kratek, gre za tam 2 do 3 minute, odvisno ali vlak se še ustavi na postaji ali samo pelje čez, tako da v tem smislu je zadeva vodena tako, da je ta ovira prometa kar se da majhna, tako da ampak kljub vsemu, seveda, 70 do 80 vlakov na dan, to pomeni, da vsako uro približno 3 vlaki, oziroma verjetno čez dan še bolj pogosto, po noči verjetno nekaj manj, kar pomeni, da so te ustavitve relativno pogoste. Ampak bi rekel tako, da nek semafor na kakšni prometni ulici pa najbrž tudi povzroča najmanj takšne zastoje ali pa kvečemo še bolj pogoste. V zvezi s to problematiko reševanja tega prehoda je potem seveda bila proučevana možnost, da bi se naredil bodisi podvoz, kar je, tudi fizično, kot sem danes imel tudi priložnost videti, verjetno taka neprimerna, pa tudi draga rešitev. Druga možnost, seveda, ki bi ublažila to problematiko, je pa potem seveda izgradnja te načrtovane hitre ceste.
kjer pa so seveda zadeve že dolgo časa načrtujejo. Bili so že tudi začetki gradnje, ki so potem žal tako končali s temi stečaji podjetij. Kot je že povedala kolegica, da je tukaj problem, da se ta cesta pravzaprav dokončno ne umesti, je ta problematika pri Ptujskem jezeru, kjer imamo zaradi zaščitenih območij Nature, tista južna varianta je bila ocenjena kot nesprejemljiva. Severna rešitev pa na njo nekako ne pristaja lokalno prebivalstvo in smo zdaj pravzaprav pred tem, da je treba nekako tehtati dva interesa oziroma ugotavljati, kateri javni interes ima prednost ali se pravi, da prednost varovanju narave ali prednost, se pravi, potrebam prebivalstva po ustrezni povezavi. Zdaj predlog, ki je tukaj bil pravzaprav dan, da se hitra cesta bi zgradila do Markovcev, in se tam potem naveže na obstoječo cestno povezavo. Verjetno do neke mere rešuje res za ta del pri Ormožu, vprašanje pa, kako bi bilo to sprejeto pri krajanih Markovcev, Spuhlje in tudi tam potem do samega Ptuja. Mislim, da se okrog tega lahko pogovorimo, vidimo, tudi potem mi moramo vedeti, da ta cesta, ki je že umeščena v tem delu, je umeščena kot glavna cesta z izvennivojskimi križanji, z omejitvijo hitrosti 90 km/h in ukolikor se bo delala in delala bi se potem v okviru Darsa, bi mogla biti tudi cestninska cesta. To moramo vedeti, čeprav, kako? Ja, se pravim, čeprav ne bo 4-pasovna, to sem želel še povedati. Skratka, verjetno tudi za pričakovati, ko bo narejena, da bo kar nekaj tovornega tranzitnega prometa se verjetno odvijalo po tej cesti, kar pač predstavlja nek naravno povezavo, skratka nek koridor do Hrvaške, pa potem tudi naprej do Madžarske, skratka neka alternativa pomurski avtocesti bi to bila. Tako da okrog te izvedljivosti te ceste bomo se prav gotovo aktivneje zdaj pogovarjali tudi v okviru te strategije oziroma ne toliko strategije kot operativnega načrta, ki bo na podlagi te strategije sprejet in bo predvidel, skratka, katere projekte bomo v tem recimo prvem nekem 5-letnem obdobju začeli izvajati. Tako da ta operativni načrt bo v letošnjem letu v nekem osnutku pripravljen, računamo pa, da bi ga potem čim prej v naslednjem letu tudi sprejeli. Srečanja z ministrom v Ormožu se je udeležil tudi župan Alojz Sok, ki je zbranim podrobno predstavil zgodovino izgradnje hitre ceste Ormož-Hajdina ter zaključil. Jaz mislim, da bi mogli vsi skupaj poiskati neko rešitev, začasno pa to, kar ste omenili. Mihovce in sedaj to stanje se lahko reši, da se gradnja že začeta ponovno začne, nadaljuje in da ta prehod v Mihovce železniške na takšen način rešimo, ker stanje bo postalo nevzdržno, ljudje protestirajo, grozijo z zaporo ceste in seveda tudi treba to razumeti, da je tu treba poiskati neko rešitev. Zdaj, kakšna je predračunska vrednost, niti ni to neki strašni denar. Jaz sem vedno upal, da bo Slovenija, in to je bil predlog 6 občin, da bi to uvrstili v naslednjo finančno perspektivo kot kohezijski projekt. Ker to bi bil lahko kohezijski projekt, ki bi ga Slovenija začela takoj izvajati. V bistvu je trasa do Markovec razrešena, zemljišča so odkupljena, projekti so narejeni, gradbena dovoljenja so bila izdana. Od Markovec do navezave pri Hajdini pa bi seveda bilo potrebno poiskati možnost ali južno ali severno varianto, zdaj z sklepom vlade ali pa z tem, da pač javni interes prevlada interes Nature 2000, bi seveda bilo možno umestiti tudi južno varianto in to bi bilo tudi
najenostavnejše in z najmanjšimi stroški. Kajti zakaj je severna varianta toliko razprave doživela? Ne? Severna varianta ima tudi več različic, več variantnih načinov izgradnje. Ne? Bi bilo možno bolj enostavno, bi pa bilo možno tudi z večjimi stroški. Ne? Tako da mi bi sve pristali na kakšnokoli rešitev, samo da se ta naš del na avtocestni križ poveže, bi rekel, z neko hitro cesto. To, da bo to dvopasovna hitra cesta, to mi vemo od vsega začetka. Tudi se nikoli nismo prizadevali za kaj drugega. Tudi to, da bi bila cestninska, pogledajte, danes praktično vsak Slovenec, ki je veliko na ceste, ima na avtomobilu vinjeto, vsaj na enem, če pri hiši premorejo 2 avta, če recimo na drugem nimajo. Na enem pa sigurno, tisti, ki pa bi seveda uporabljali to cesto za dostop do svojih, bi rekel, dnevnih zadolžitev, pa vsekakor danes na slovenskih cestah uporabljajo vinjetni sistem, tako da to ni nekaj, ali pa ne bi smela biti neka velika prepreka. No, tisto, kar mi pričakujemo, je, da kot minister pač zastavite vso svojo avtoriteto z svojimi sodelavci, ves svoj vpliv in da pride pri Darsu do nekega napredka, da bi se to zadevo začelo tudi izvajati. Toliko z moje strani in res mi bomo zelo veseli in če boste nam prisluhnili, boste minister, ki se bo zapisal v zgodovino, bi rekel, ki je to zadevo ne samo verbalno podprl, ampak tudi dejansko v praksi nekaj naredil, da se ta problem rešil. Hvala lepa. Potem so svoje mnenja povedali še udeleženci srečanja z ministrom. Stanko Podgorelec, Ivan Babič, Mirko Kosi in Boštjan Štefančič. Vsem pa je itak več ali manj jasno, da je problem denar, ki ga nima ne država, ne prezadolžen Dars. Vse ostalo bi se najbrž dalo dogovoriti. Župan Alojz Sok je na tiskovni konferenci naznanil, da se je že možno podpisati pod peticijo za izgradnjo hitre ceste Ormož-Hajdina. Vsekakor gre za vse nas, živeče na tem skoraj odrezanem območju Slovenije, za zelo pomembno zahtevo. Tako je župan Alojz Sok na tiskovni konferenci naznanil, da se je že možno podpisati pod peticijo za izgradnjo hitre ceste Ormož-Hajdina, ki je naslovljena na Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije in Državni zbor. Vsebina peticije je sledeča. Podpisani državljanke in državljani smo razočarani ob dejstvu, da se strani vlade in pristojnega ministrstva ne vodijo nobene aktivnosti v zvezi z izgradnjo hitre ceste Hajdina-Ormož. Še več, v predlogu strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji, ki jo je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo in ki je bila predstavljena v oktobru 2014, je zapisano naslednje, navajam. Povezava Ormoža z Ptujem-Mariborom in potem nadalje, posamezna področja Slovenije so slabše povezana na regijska središča oziroma je dostopnost zaradi nižjih potovalnih hitrosti otežena. Potrebno je zagotoviti primeren standard dostopnosti tako do središč regijskega pomena, kot do jedrnih središč in jedrnega oziroma celovitega prometnega omrežja. Ukrep predvideva pripravo projekta, ki upošteva dejanske potrebe prometnega sistema. Gre predvsem za posege na obstoječi prometni infrastrukturi, le v posamezni primeri oziroma lokacija, kjer ustreznega standarda ni možno zagotoviti na obstoječi infrastrukturi, se preuči možnost priprave projekta izven obstoječe prometne infrastrukture. Konec navedka. Tako namreč piše v osnutku te strategije, ki jo pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. Tak zapis je v bistvu odmik od trenutno veljavne resolucije o nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. Ta je bila sprejeta leta 2004. Hitra cesta Hajdina-Ormož oziroma podravski krak avtocestnega omrežja Republike Slovenije je bila vključena že v nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, to je uradni list iz leta 1996. V resoluciji o nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji iz leta 2004 pa je bilo predvideno, da bo ta podravski krak, da bo ta cesta zgrajena do konca leta 2013.
Cesta je bila v večini trase umeščena v prostor, pridobljena so bila gradbena dovoljenja na delu trase, na delu trase so bila odkupljena zemljišča in preseljeni prebivalci iz stanovanjskih hiš na trase. Gradnja se je z ormoške strani že začela, a je bila dvakrat ustavljena zaradi stečaja izvajalcev gradbenih del. Za dela, ki so bila seveda že narejena, potem projekte in odkupe zemljišč ter preselitev stanovalcev je bilo do sedaj porabljeni skoraj 10 milijonov evrov denarja. Predlog nove strategije pa govori o tem, torej kar sem prej prečital, da bo v prihodnje šlo za posege na obstoječi trasi in da se bo ponovno proučevala možnost priprave projekta izven obstoječe prometne infrastrukture tam, kjer na obstoječi trasi ni možno zagotoviti ustreznega standarda. Zaradi načrtovane hitre ceste je v Mihovci pri Veliki nedelji ob rekonstrukciji železniške proge Pragersko-Hodoš ostal nivojski prehod. Gre za križanje železnice in pa ceste, glavne ceste prvega reda, kar je po našem mnenju v nasprotju z 49. členom Zakona o varnosti v železniškem prometu. Nivojski železniški prehod na regionalni cesti bo v povečanem tovornem prometu na železnici povzročal prometne zastoje. Ker se je z vstopom Hrvaške v Evropsko unijo povečal promet na omenjeni cesti in s tem tudi skozi naselje Mihovci pri Veliki nedelji in ker se z rekonstrukcijo proge predvideva večja frekventnost železniškega tovornega prometa, se zaradi pogosto zaprtega železniškega prehoda skozi vas nabirajo kolone avtomobilov, ki otežujejo normalno življenje v omenjeni vasi. Vse bolj so ogroženi udeleženci v prometu, še zlasti otroci, šolarje, prav tako pa je oteženo tudi gibanje kmetijskih strojev, ker gre seveda pretežno za kmetijsko področje. Z ukinitvijo železniškega prehoda v sosednji vasi Trgovišče pa se bo prehod s kmetijskimi stroji na omenjenem železniškem prehodu še povečal. Nedopustno je, da odsek, ki bi po sedaj veljavni resoluciji o nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji moral biti zgrajeni že do konca leta 2013, v letu 2014 Ministrstvo za infrastrukturo opredeljuje kot neprioritetni odsek. Dobršnemu delu demografsko ogroženega dela Slovenije pa se tako že leto dolgo odzema možnost gospodarskega razvoja in napredka. Občani občine Ormož zato zaradi navedenega protestiramo in ponovno zahtevamo, da se začne izgradnja hitre ceste Hajdina-Ormož in da se dela, ki so bila dvakrat že začeta, nadaljujejo. Pod peticijo se je možno podpisati vse do konca julija na občini v Ormožu in v pisarnah vseh krajevnih skupnosti. Podpise pa bodo zbirali tudi predstavniki krajevnih svetov in občinskega sveta. V Ormožu pa bo postavljena tudi stojnica. Občina Ormož je k sodelovanju povabila tudi občine ob bodoči hitri cesti in sicer Središče ob Dravi, Gorišnico, Markovci, Ptuj in Videm. Kot je še povedal župan, ukolikor bo peticija na državnem vrhu naletela na gluha ušesa, Mihovčani že obljubljajo državno nepokorščino zaporo ceste. Razen svojega osnovnega poslanstva, gasilci veliko dajo tudi na izobraževanja in vaje, ko se urijo v številnih gasilskih veščinah. Iz tega sledijo tudi gasilska tekmovanja, ki jih organizirajo povsod naokoli. Eno takšno je minulo soboto bilo tudi v Veliki nedelji. Minulo soboto je ob obnovljenem gasilskem domu v Veliki nedelji potekalo občinsko gasilsko tekmovanje Gasilske zveze Ormož. Hkrati pa so gasilci tekmovali tudi za pokal prostovoljnega gasilskega društva Velika nedelja. Danes pri Veliki nedelji, bomo rekel, imamo dvojno tekmovanje, to se pravi, imamo za pokal tradicionalno tekmovanje za pokal Velike nedelje in seveda tekmovanje izbirno Gasilske zveze Ormož. In v kakšnih disciplinah tekmujejo danes gasilci? Se pravi, gasilci danes tekmujejo pionirji, mladinci, to je bilo do 12 ure, sedaj po 12 uri pa seveda tekmujejo člani, članice A in članice B in seveda veterani.
In koliko ekip je bilo med mladimi in koliko je med starejšimi? Glejte, do 12. ure je tekmovalo 10 društev, to se pravi od mladincev in seveda pionirjev. Sedaj popoldne koliko bo ekip? Sedaj popoldan pa bomo rekli, pride več ekip, se pravi, ker je, kot sem povedal, za pokal velike nedelje, bo tudi prišlo iz regije več desetin, ker gasilsko društvo Velika nedelja tudi na področju regije dosti tekmuje in bo tudi dosti tekmovalcev prišlo, kajti zvečer bo tudi tako imenovana liga, to se pravi hidrantna vaja, mokra in potem se bo to trajalo zvečer tam nekje do 9. oziroma 10. ure tekmovanje. Ima to tekmovanje povezavo z vašo 120. obletnico? Tako je, mi smo povezali velike nedelje, ki praznujemo 120-letnico in seveda imamo otvoritev novega oziroma prenovljenega vaško-gasilskega doma in seveda tradicionalni pokal velike nedelje, kot sem že prej omenil, se pravi drugo soboto, to se pravi 13. pa 12. pa se potem dogajajo, bomo rekel, svečanosti ob 120-letnici gasilskega društva Velika nedelja. Ste ponosni na tako lep jubilej v Veliki nedelji? Ja, bomo rekli, da smo zelo ponosni, ker so naši dedje pred 120 leti ustanovili gasilsko društvo pri Veliki nedelji. Še bolj pa smo ponosni, da smo lahko seveda z pomočjo seveda vseh krajanov, gasilcev in seveda občine Ormož prenovili nov gasilski dom, ki bomo ga svečano odprli, se pravi v soboto 13. 6. s tem bomo tudi dali veliki poudarek, bomo rekel, veliko gasilsko parado, ki bo šla po Veliki nedelji in vse seveda do našega prenovljenega gasilskega doma in ga tudi svečano predali svojemu namenu. Ja, v tej priliki bi se zahvalil vsem donatorjem, vsem krajanom, krajankam požarnega rajona Velika nedelja. Posebno bi se zahvalil občini Ormož in pa njenemu županu in vsem donatorjem, skratka vsem, ki so nam kakorkoli pomagali pri naši pridobitki, to se pravi prenovi gasilskega doma Velika nedelja. Povabil še vas vse skupaj v petek in soboto na prevzem in našo veliko slavje. Gasilcem smo se pridružili v času, ko so tekmovali člani in članice. Pravzaprav je bil to čas tekmovanja na višku in končno priložnost, da predstavimo novega predsednika velikonedeljskih gasilcev. Ja, uradno sem potrjen bil za predsednika 16.1. letošnjem letu. Prej sem bil od začetka mandatnega obdobja namestnik predsednika, pa sem pač prišlo do ljubega dogodka oziroma do smrti našega bivšega predsednika, pa smo nadaljevali njegovo začeto delo. No in se vam zdi težko Ivana Vajdo nadomestiti? Ja, vsak ima svoje poglede na vse, ampak njegovo začrtano delo nadaljujemo. Je težko, po drugi strani ni težko, če delaš z dušo oziroma s pripadnostjo gasilstvu, tako moram reči. Ja. Kako dolgo pa ste že vi gasilec? Od 1972. leta, to je že kar lep staž gasilstvo. No, v tem času se pripravljate na veliko slovesnost, ste ponosni na jubilej vašega prostovoljnega gasilskega društva? Res je, ja, na ta jubilej smo zelo ponosni. Ponosni smo tudi na delo naših prednikov, ki so njihovo delo nadaljujemo, nadgrajujemo njihove temelje. Tako da z dosedanjim delom, z izgledom novega doma smo zelo ponosni. Verjetno vam načrtov tudi ne manjka, torej sedaj imate lep nov gasilski dom. Kaj bo naslednji korak? Naslednji korak je nabava enega vozila GVM, ki smo se ga morali v letošnjem letu odreči. Glede finančnih sredstev tega tako primanjkuje na splošno. Bomo pa nekako strnili spet moči, da bomo
to nabavili, kar smo letos ostali brez tega. No? Ja. Sicer pa ni dvoma, da bodo vztrajni velikonedeljski gasilci kmalu imeli tudi nov gasilski avto in vse, kar spada zraven. Minulo tekmovanje je bilo še eno izmed uspešnih. Med 5 pionirskimi ekipami so največ spretnosti dokazali mladi Ivanjkovčani. Med 2 mladinskima ekipama člani prostovoljnega gasilskega društva Loperšice. Med 4 ekipami članic A Podgorčanke. Med 7 ekipami članic A Podgorci 1. V kategoriji članic B je bila samo ena ekipa, in sicer prostovoljno gasilsko društvo Cvetkovci. Kategorija člani B pa je od 2 ekip bila boljša ekipa Podgorci. Tudi v kategoriji starejših gasilk in starejših gasilcev je bila po ena ekipa iz prostovoljnega gasilskega društva Cvetkovci, ki pa so dokazali, da jih kakšno leto več ne ovira pri gasilskih veščinah in se mirno lahko kosajo z mlajšimi. V Središču ob Dravi je minulo soboto bilo 31. srečanje upokojencev Medobčinske zveze društev upokojencev Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Zbralo se je 630 članov in nekaj gostov, med katerimi so bili tudi župani vseh 3 občin. Narojak, prost bo vsak, ne vrakle sosed bo, ne vrakle sosed bo mejak. Tako se je začelo 31. srečanje Medobčinske zveze društev upokojencev Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi, ki je letos potekalo v Središču ob Dravi. Kot ponavadi so to množična srečanja, za organizatorje pa velik organizacijski zalogaj. Ja, te naše srečanja Medobčinske zveze pravzaprav imajo rezultat nekje preko 800 udeležencev, ampak iz leta v leto opazujemo, da se ta številka počasi pada in danes se nas je tako zbralo 600 udeležencev iz vseh 8 društev, ki spadajo v Medobčinsko zvezo društev upokojencev Ormož. Srečanje se je tako kot ponavadi začelo s pozdravnimi nagovori in kulturnim programom. Najprej je zbrane pozdravila predsednica Društva upokojencev Središče ob Dravi Zdenka Slavič, ki je spregovorila o pomenu takšnih srečanj in položaju upokojencev v naši domovini. Sicer pa so med ostalimi govorniki bili tudi župani vseh 3 občin. Najprej je zbrane pozdravil Jurij Borko, župan gostujoče občine, ki je domačim upokojencem z vsemi razpoložljivimi sredstvi priskočila na pomoč. Tako kot so upokojenci nepogrešljivi tudi pri vseh ostalih prireditvah v kraju. Ormoški župan Alojz Sok je spregovoril o pomembnosti sodelovanja med vsemi 3 občinami in se strinjal, da tudi takšna medobčinska srečanja pripomorejo k tesnejšim stikom. Župan občine Sveti Tomaž Mirko Cvetko pa je spomnil na lansko srečanje upokojencev v Svetem Tomažu, ki se ga vsi skupaj še vedno radi spominjajo, sploh pa ni skrival navdušenja nad množičnostjo takšnih srečanj. V nadaljevanju so zaslužnim upokojencem, tako kot vsako leto, podelili nekaj priznanj. Sledil pa je kulturni program, v katerem so nastopili člani folklorne skupine Društva upokojencev Zarja Kok, ženska vokalna skupina Jua in mešani pevski zbor Društva upokojencev Središče ob Dravi.
Mešani pevski zbor, ki ga vodi Stanka Pšak, je le ena izmed sekcij znotraj Društva upokojencev Središče ob Dravi. Društvo upokojencev pa le eno izmed mnogih zelo aktivnih društev, nekatera so v občini Središče ob Dravi zelo ponosni. Ja, vsekakor, kot vidimo, vsa društva upokojencev so zelo dobro organizirana, torej samostojno zelo dobro delujejo, imajo razne sekcije, športne, kulturne in pa potem tudi srečanje, to medobčinsko je, bi rekel, vrhunec. Čeprav še obstaja potem regijsko, kjer tudi grejo tako, da zelo dobro so organizirane. Vam je znano, koliko upokojencev je v občini Središče ob Dravi? Ja, v občini Središče ob Dravi nekaj prek 600 po podatkih, tako da je to skoraj 1/3 prebivalstva. V glavnem je srečanje bilo veselo. Večina se jih tega srečanja veseli že vnaprej. Sploh pa zato, ker je to odlična priložnost, da se po dolgem času spet srečaš s kakšnim od znancev, ki se ga ne da srečati kar tako. Dobre volje ni manjkalo. Kje pa je harmonika? Moja harmonika počivlja do 3. ure popoldne. Verjamem, da bi danes bila prava priložnost, da jo vzamete seboj. Priložnost bi bila, ampak gremo na Ptuj, imamo v 4 nastop in ni bilo priložnosti. No in kako vam je všeč drugače na teh srečanjih? Udeležujemo se radi, zato ker to je edino sreča, da se malo pogovorimo med sabo, pa to je edino tisto, kjer se družimo. Kako vam je všeč tukaj? Zelo lepo. Radi pridete? Seveda, če le lahko. No in odkot prihajate? Svetega Tomaža, upokojenskega. No in kaj vam je recimo najbolj všeč, da srečate kakšne stare prijatelje ali program? Vse skupaj, ne? Ja. Vsako leto greste na ta srečanja? Ja, vsako leto. Odkot pa ste vi? Kločarovec, Spodnji Kločarovci. Radi pridete na takšna srečanja? Kaj pa ne, zakaj se malo družiti moramo, ne? Vsako leto pridete? Ja, zdaj bi rekli, prej nisem, prej sem z penzijo komaj zdaj, ne? Pa prej nisem mogel iti zelo. No in kaj vam je recimo najbolj všeč tukaj? Program? Program pa družba, poznaš nekaj novih prijateljev, nekaj starih, nekaj novih, spet dobiš, ne pa tako. Odkot pa ste vi? Recimo društva naša tu Sermanec, Miklavži pri Ormožu smo upokojence, ki smo malo prehitro skoraj, neči nismo že tako store. Spoštujem vseh upokojence, pa hvala Bogu, da bi dolgo živeli, pa dolgo penzijo tricale. Hvala lepa. Radi pridete? Ja, zelo. No recimo, kaj vam je najbolj fajn? Kako bi rekel, druženje, srečanje, veselje, ker je vedno manj tega. Kako se imate, kako vam gre? Zelo lepo. Samo tega je manj, to bi moglo biti večkrat, bi bilo lepše, ker nam je to potrebno. To pomeni, želite si več takih srečanj? Ja. No in kaj vam je recimo najbolj všeč tukaj? Srečanje z starimi znanci, par besed, pa si zadovoljen. V medobčinski zvezi društev upokojencev Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž je 8 društev, kar pomeni nekaj več kot 2400 članov. Takšno srečanje pa vsako leto organizira eno izmed društev v zvezi. Prihodnje leto je na vrsti Ivankovci, naslednje leto pa smo v Ormožu, ker takrat mi praznujemo okroglo obletnico 70 let Društva upokojencev Ormož. No, verjamem, da tudi vi kot tajnica medobčinske zveze imate kar skrbi s tem, pomagate kaj društvu, ki je organizator? Ja, pomagamo z raznimi, to, kaj je trebalo okrog organizirati. Fizično nismo pomagali, to so se oni sami zorganizirali, druge akcije pa smo peljali. To je trajalo zdaj 2 meseca v Ormožu. Najprej smo mi v medobčinski začeli z tistimi zadevami, kaj se lahko naprej pripravijo, potem pa ta fizični del pa so tu v četrtek sami rešili. Mi smo samo v nadzor hodili. Ja, nekaj sponzorjev vam pomaga. Kdo so ti sponzorji? Za sponzorji pa je tak, sponzorje smo prosili, nekaj se jih je odzvalo, nekaj ne. Hvaležni smo vsem, vsakemu posebej. Je se odzval, občine so se odzvale, to so glavni sponzorji, brez njih tako ali tako ne bi bilo. Potem je Wienerberger se odzval,
Carrera nam je obljubila, zavarovalnica Maribor nam je obljubila, Klet nam pomaga kot stalno, Klopotec zavarovalnica tudi nam je obljubila nekaj. V glavnem, upam, da bomo prišli skozi, no? Absolutno, mi si sploh ne bi mogli omogočiti oziroma zamisliti takega srečanja, ker v resnici društva in pa zveza nima nobenega denarja, da bi lahko to organizirala, da pa stane tako srečanje, to se pravi, taki skupni stroški so nekje med 2500 do 3000 evrov, to je samo odvisno, kako se ostale stvari stečajo. Seveda danes vsaki posameznik tu plača malco, to se pravi hrano, pijačo si izplačuje po potrebi, koliko rabi, in pa tudi prispevali so vsi po 2 evro za prevoz na avtobusu, tisti, ki so prihajali z avtobusom. Pričakujete kakšne posebne goste z vrha? Niti ne, ker zgleda se ti posebni gostje izogibajo, ne bo jih niti iz Ljubljane, niti iz naše pokrajine, ne bo ne predsednika, ampak bo ga zastopal naš oziroma podpredsednik, ki je iz Ormoškega društva upokojencev, to je Andrej Pučko. Zakaj mislite, da se izogibajo? Mogoče je malo težje tu zdaj povedati pred kamero, ampak gre se za, osebno moram povedati, biti odkrit za finančne stvari, ker namreč smo mi imamo v pokrajini dvoje srečanj, to Ormoško, ki sem že rekel, da je 31. in pa eno splošno pokrajinsko, ki bo čez 14 dni v Kidričevem, ampak na tem našem srečanju je stalno enkrat več ljudi. Mi se v resnici moramo vsak po svoje znajti, finančno pokriti te skupne zadeve in samo zahvaljujoč občinam, vsem trem in pa s tem še nekaj delovnim organizacijam, ki nam pomagajo, od zveze pa nič, oziroma od pokrajinske zveze pa nič ne dobimo, ker porabijo v resnici samo za svoje srečanje. Po uradnem delu je sledilo skupno kosilo in zabava s ansamblom Polet, ter še in še možnosti za sproščujoče klepete. Ormožana Božidarja Radoša poznamo kot stomatologa in popotnika. Leta 2006 pa je presenetil in navdušil svojim knjižnim prvencem Zlatnik polne lune in od takrat tudi kot pisatelj ne miruje. Roman, ki ga je v začetku junija predstavil v Ormožu, je že njegovo 5. delo in nosi naslov V objemu zla. Božidar Radoš, Ormožan in dolgoletni zobozdravnik, je pred kratkim v Ormožu predstavil svoj novi roman z naslovom V objemu zla. Predstavitev je potekala v knjižnici Franca Ksaura Meška v Ormožu in bila, tako kot zmeraj, ko se nam z novim delom predstavi domač pisatelj, prijetno doživetje. Tudi sam zadovoljstva, da svojo knjigo lahko predstavi v domačem kraju, ni skrival. Samo pogledate me lahko, pa vam mora biti skoraj jasno. Presrečen sem. To je moja domaja, ne? In sem zelo vesel, da sem spet tu. Rekli ste oziroma dejali ste, da se Ormož kar spremenil v tem času, kar vas ne. Ja, to pa moram reči, nažalost, ampak življenje je pač tako, ne? Spreminjamo se, kraj se spreminja. Tale glavni trg je v bistvu čisto nekaj drugega, kot je bil takrat, ko sem še jaz tu bil, pa leto v kratkih hlačah sem pa ta. Danes je to čisto nekaj drugega. Jaz sem danes ravno nekomu rekel, skoraj ne srečam več koga, ko bi ga poznal. Pa tudi mene ne poznajo. Ampak zdaj bo že zvedli. To je vaša 4. knjiga, V objemu zla. Je 4.? 5. je, 5. Nič hudega, 5. je. Je pa res, da je 5. In sem zelo vesel, da jo imam spet tu. Ja. Kdaj ste jo napisali, kako ste se spravili zraven, verjetno je bilo kar potrebnega, veliko tudi raziskovalnega dela, da ste jo spravili skupaj. To pa sigurno. To je prvič ena knjiga, ko ni povezana z mojo avtobiografijo. Čisto nekaj drugega. To zgodbo sem jaz vedel od enega kolega zdravnika in sem moral res ogromno prebrati. Da sem lahko jaz te junake, kot tu piše Marica Gradišnik, Matej Planišek, da sem jo oživel, da sta zaživela v tej knjigi. Jaz upam, da sta. To pomeni, da ste dejansko obstajala? Kako? Dejansko sta obstajala? Ja, absolutno. Moram reči, ko sem jaz poslal ta moj tekst uredniku, ki je danes tu, gospod Hanzi Filipič, mi je odgovoril, no, zdaj sem pa jaz tisto vašo zadevo prebral, ampak lepo vas prosim, povejte mi, a je to res? A se je to res dogajalo?
Sem rekel, absolutno, vse je res. Jaz sem mogoče ene stvari celo bolj blago napisal, kot so bile res. Ker mi je bilo hudo napisati popolno resnico. Koliko trpljenja sta ta dva človeka prestala v lagerjih Sovjetskega sajuza. Ja. No, to je torej že vaša 5. knjiga, upamo seveda, da ni zadnja. Ne? Kdaj pa ste pravzaprav začutili v sebi to žilico pisateljstva? No, zdaj je pa že kar precej 10-12 let od tega, ko sem se upokojil. Ne? Jaz sem bil taki migasti tip, moral sem nekaj delati in potem sem se spomnil te moje ljubezni do knjig, kupoval sem knjige vse življenje in potem sem moral nekaj dati od sebe, da ne bi bilo tako kot pri Prešernu pa Čopu, ne? Cel dan že knjige, od sebe pa ne da nobene fige. Jaz sem te ene fige zdaj že dal od sebe. No, koliko časa mine od takrat, ko dobite idejo, pa potem do realizacije vaših projektov? Ja, veste kaj, je precej različno, ne? To bi rekel, je vse skupaj trajalo kar mogoče ne 2 leti, ampak bili so vmes pauze. Jaz sem najprej od začetka se nekako malo ustrašil, sem začel pisati, potem sem se še enkrat pogovarjal s tem kolegom, zdravnikom, ki mi je to zgodbo povedal, pa se mi je zdelo, da mogoče se njemu ne zdi čisto v redu. Tega sem moral malo to drugače potem dobiti. No, potem me je pa vmes ustavila še bolezen, bil sem operiran na hrbtenici in takrat vsaj pol leta tudi nisem delal. Ampak potem, ko nisem mogel kaj dosti hoditi, sem pa sedel pri računalniku in je potem kar hitro tole ratalo. No, verjamem, da v tem času imate tudi že 6. knjigo v mislih? Ja, imam. Samo pravi, da ne smeš o tem kaj dosti govoriti. Pa bom zaupal. Okruški spomina. Spet se vračam v tisto, kjer sem začel. Ampak na en drug način. Kot sem pisal recimo v Zlatniku polne lune, kot sem pisal v Jakovih pismih, pa v Armbrustu, pa v Usodnih časih. Tako da povem, to je 4, ne, to pa je 5. Ja. No, zakaj smo pa prezrli Usodne čase? Veste kaj, to je bilo tak nekak vmes. Ta 5. knjiga je že bila pri založnikih. Ko je tista vmes nekak, ko sem jaz čakal, kdaj bo to išlo, da sem se potem spravil k Armbrustu. Gre namreč za to, Armbrust je knjiga kratke proze. In potem sem jaz uspel s tiste kratke proze narediti roman. Malo mi je pri tem sugeriral tudi Lev Detela, pisatelj, moj prijatelj, in smo potem nekako to naredili. In je potem zelo hitro išlo. Želimo vam še veliko uspeha, veliko dobrih del in seveda odlično počutje danes v Ormožu. Ja, jaz sem danes čisto iz sebe, tako da vem, da bo super lepo. Hvala lepa. Prosim, ja. Je pa to prva Radoševa knjiga, ki je izšla pri Mohorjevi založbi v Celovcu. Založba je ena tistih, ki se predstavlja samo s izjemnim programom knjig. Lansko leto je poslal po e-mailu svoj rokopis in potem, ko sem ta rokopis prebral, mi je oziroma začel brati, mi je bil že kaj všeč, malo tudi zaradi tega, ker sem sam po poklicu zgodovinar in je pač to taka tema, ki me takoj pritegne. In sem mu potem čez nekaj časa pač odpisal, da je knjiga zelo zanimiva in da bi jo rad uvrstil v program naše založbe za leto 2015. Je to prva knjiga, ki je bila izdana pri vaši založbi? Njegova? To je prva njegova knjiga, ki je išla v naši založbi. Ja, in sem zelo srečen, da je to knjigo ponudil nam in da smo jo lahko izdali. Zanimivo je to, da ste tudi kot založnik prišli sem, s Celovca ste se najbrž pripeljali, ne? Hodite ponavadi tudi na take predstavitve? Ja, običajno tako seveda imamo več predstavitev tudi, ampak običajno poskušamo vsaj na eni ali pa na 2 predstavitvah biti tudi prisotni kot založniki, čeprav je kar nekaj kilometrov do Ormoža, to se pravi iz Celovca tam okrog 230, če greš čez Gradec. Tako da je seveda pot dolga, ampak mi ni žal, prvič zaradi tega, ker spoznam nove kraje, drugič pa tudi zaradi tega, ker lahko predstavimo novo knjigo in tretjič tudi zaradi tega, ker mi je ta knjiga tudi osebno zelo, zelo všeč. Roman predstavlja 420 strani obsežno knjigo in govori o prehojeni življenjski poti, ki jo je zaznamovalo večletno trpeče bivanje v ruskih taboriščih Marice Gradišnik in Mateja Planinška.
dveh mladih Slovencev iz časa pred Prvo svetovno vojno do nadaljnih let po vojni. Roman odpira kar nekaj dogajanj in dejstev, ki so nam bila več ali manj prikrita, oziroma zgodovina o njih molči. Tu so tiste roke, ki so me čakale, tu oči so zrile, v žalost zasijale, tu pogled je, ki me več ne prepoznava, ker čez naju zrasla, sta že čas in trava. Tu je tista trava, vendar vsa požgana, tu je tista pot zaraščena in sama, tu je tista vrba posušena gola, tu starost je moja. Oj, mladosti moja. Tu so tiste roke, ki so me čakale, tu oči so zrele, v žalost zasijale, tu pogled je, ki me več ne prepoznava, ker čez naju zrasla, sta že čas in trava. Na predstavitvi je dvorana ormoške knjižnice bila skoraj premala za vse, ki so se razveselili novega Radoševega dela. Kakšen je občutek? Zelo lep, hkrati je tudi nekaj ponosa zraven seveda, da še nekdo pri teh letih uspe vse to narediti. Ste ga na kakšen način podpirali, verjetno ste bili tudi njegova lektorica? Predvsem bralka, Vneta, tudi lektorica, ampak je potem še eno lektoriranje pri založbi obvezno. Ste mu tudi kaj svetovali? Ne bi rekla, mogoče kdaj kakšno malenkost, ampak ne, to je bilo njegovo avtorsko delo in ustvarjalno in nisem. No in na kakšen način ga pravzaprav podpirate, recimo, mu rečete kar tako naprej? Absolutno, in da seveda sem tista prva poslušalka oziroma druga, ker prva je žena, potem pa jaz in da mu vsakekrat svoje mnenje povem. Hvala za pogovor. Malenkost. Tako smo v pričakovanju Radoševega 6. knjižnega dela, ki je, kot pravi, že v nastajanju. Ta čas pa bi si le bilo vredno vzeti čas za večino skoraj neverjetno, a resnično zgodbo, ki jo prinaša roman V objemu zla. Društvo Kočijaž Loperšica je tudi letos organiziralo srečanje kočijažev s kočijami in konji. To je bilo že 4. srečanje, ki med ljubitelji kočij in konjev postaja vse bolj priljubljeno. Tudi letos so namreč na srečanje prišli od vsepovsod. Že lansko leto je društvo Kočijaž Loperšice srečanje pripravilo v sosednji vasi, na športnem igrišču v Pušencih. Srečanje, ki postaja vse odmevnejše, pa je tudi letos bilo dobro obiskano. Organizatorji so si z organizacijo minulih takšnih srečanj seveda že nabrali kar nekaj izkušenj. To je po vrsti 4. srečanje, tradicionalno, lepo vreme imamo, zadovoljni smo z udeležbo. Koliko jih je danes tukaj? Ne vem še točno, ker so zdaj odišli na teren, da prišli, ker vse preštejem, koliko je 8, 12, 13. In odkot vse so? Podvinci, 2 društvi sta s Hrvatske, Središče ob Dravi, Ptuja. To pomeni mednarodna udeležba. Mednarodna, ja. Zdaj smo začeli se družiti s Hrvati, mi gremo k njim, oni pridejo k nam. Tako je to eno pravo druženje. No in čemu razen druženja pravzaprav služijo takšna srečanja? Takšne srečanje služijo, ker se ljudje malo spoznavamo, pa vidimo, kak je na Hrvatskem, oni vidijo, kak je pri nas. In te stvari se morajo ponavljati, ker drugače bomo ljudje se čisto v sebe zapirali.
Ni več veselja v ljudeh, če namo nič naredili, pa bomo jih mi s konji vozili, če drugače ne. No, je pa to tudi priložnost, da se malo postavite pred drugimi svojimi lepotci, konji, torej tudi s kočijami, jih letos vidimo kar nekaj novih. Ja, tudi to je res, ker se vidi, kako kočijo ima, kakšne konje ima. Imeli bomo tudi spretnostno vožnjo s kočijami, jahači imajo pripravljeno, tako da se vidi, kaj konji vejo. Vete. In koliko članov ima društvo sedaj? Društvo ima zdaj 26 članov, aktivnih je nekaj 12, drugi pa so bolj podporni. No, pripravili ste tudi pokale. Kakšni pokali so to? Za kakšne pokale se gre? Za pokale društva? Ja, to so pokale od društva, to podarimo tistim, kjer imajo najboljše konje, kjer doseže prvo mesto, drugo pa tretje, pa pri jahanju je isto, spretnostno jahanje, tudi prvo pa drugo, tretje mesto. No, navadno pa se potem to vse skupaj konča s veselico. Ja, tudi to smo pripravili, tisto pa je najbolj važno, ker potem si mi, konjari, povemo vse stvari, kaj se godi na Hrvatskem, kaj se v Sloveniji okrog konjev godi in je zelo veselo. No in kaj ta čas, ko vi klepetate, pijete, jeste in se zabavate, delajo konji? Konji grejo večina vsi domov, pa pridejo nazaj z avtomobili, ker živina celi dan, danes je zelo vroče, ne? Pa v noči je težko po cesti s konji, ne? Mi tako gledimo, tako da vsaki za svetlega pride domov, pa rejši gremo z avti nazaj. No, kako pa poskrbite tukaj na licu mesta za konje, jim pripravite vodo, hrano? Vse imajo pripravljeno, vodo, iz vodovodov nekakve mlake, hrane nimamo, ker imamo zdaj, prakticiramo, ker če konji jejo, so nervozni, piti pa morajo. No, letos ste drugič že v Pušencih, zakaj ste spremenili lokacijo, se s Huma in Loperšic preselili sem? Glejte, tu je igrišče, čisto je vse, pa veliki travnik je tu za nami, ki lahko kočije vozijo, konji se jašejo. Tam v šumi pa je to vse pripraviti, vse voziti, ni vode, ni elektrike, težko je tam pripraviti, če glih je najboljša lokacija. Kakorkoli, ne glede na lokacijo takšnega srečanja, služijo predvsem izmenjavi izkušenj in predstavitvam kočij. Te pa so itak ena lepša od druge, odvisno pač, kje jo je lastnik našel in s koliko domišljije si jo je uredil za vožnjo. Kočijaže smo obiskali v času, ko je potekala predstavitvena vožnja po okolici. Verjetno pa je popoldne prineslo še pestrejše dogajanje. Zbudi se Ormož je slogan dogodka, ki ga je organiziral klub ormoških študentov. Projekt je zasnovan kot medsebojno sodelovanje različnih društev in neprofitnih organizacij v mestu z namenom, da prebudijo in popestrijo dogajanje v samem mestu. Dogodek se je zaradi slabega vremena odvijal v 2 delih. Drugi del je potekal minulo soboto. V soboto 23. maja je bilo načrtovano celodnevno dogajanje Zbudi se Ormož v športnem parku Mestna graba s pričetkom ob 9. uri, kjer bi se na mestni tržnici in na glavnem prizorišču v Mestni grabi predstavili različni rokodelci in društva. Na odbojkarskem igrišču bi potekal turnir rokometa na mivki. Otvoritev dogodka pa bi bila opoldne z nastopom Ormoškega pihalnega orkestra in z uradnim pozdravom ter nagovorom župana občine Ormož Alojza Soka. Ampak zaradi slabega vremena jim je 23. maja uspelo izpeljati le večerni open air koncert, ko je med drugimi nastopila tudi legendarna skupina Midva. In tako so počakali da lepše vreme in prireditev izpeljali v 2 delih. Ja, tako je, nažalost smo mogli 23. ta del odpovedati, ampak danes je končno lepo vreme, tako da vse super, odlično smo se za to dogovorili, dobro, da nismo pač odpovedali, da smo samo predstavili, ker vseeno je lep projekt, škoda bi bilo, da bi kar odpovedali zadeve. Prireditev Zbudi se Ormož, zanimiv naslov ste dali prireditvi. Kakšen je pravzaprav smisel teh prireditev? Ja, zdaj ime je tako udarno oziroma pač nosi neko svojo namen v bistvu v samem imenu in sicer pomeni pač, da prebujamo Ormož, ki je kar zaspano mesto.
Zdaj, namen tega projekta, ki ga letos izvajamo prvič, je v bistvu povezovanje in sodelovanje z čim več različnimi društvi, zavodi, klubi, tudi zainteresiranimi podjetji. Zelo smo veseli, da z nami sodeluje PNTF Jeruzalem Ormož, Vinska klet. Tako da ja, pač radi bi povezali čim več nekih delujočih organizacij v Ormožu in dokazali, da nas je veliko, da se znamo povezovati in da znamo nekaj skupaj narediti. Dobro, eni ste torej, ki delate, ki organizirate, pripravljate, razstavljate in tako dalje. Kdo pa so tisti obiskovalci, udeleženci vsega tega? Ja, zdaj, mi s takimi zadevami recimo ciljamo na čim bolj široko publiko, za razliko od OFAK-a, ki je naš festival, Ormoški festival aktivnih klubov, ki je mogoče res namenjen oziroma je ciljna publika bolj mladina. Tako da to je pa zadeva za širšo publiko, za Ormožane in seveda okoliške prebivalce. Kaj se bo danes vse dogajalo v drugem delu torej? Ja, danes začenjamo tukaj z rokometnim turnirjem na Mivki, kar je kar atrakcija. Potem tukaj spodaj se bo začela mestna tržnica. Povabili smo nekaj okoliških pridelovalcev, različnih ponudnikov. Potem Vinska klet Jeruzalem Ormož odpira svoja vrata. Od 13. pa do 16. ure bodo imeli vodene oglede z degustacijami. Zdaj moram povedati, da v začetni fazi je bilo mišljeno ogromno, mislim, da je 13 društev oziroma zavodov, ki bi z nami sodelovali, ampak nažalost zdaj, ker smo malo to predstavljali, danes nimajo več vsi časa, tako da danes nas je malo manj. Ampak vseeno z nami še vedno sodeluje Mladinski center Ormož, ki pripravlja razstavo v svojih prostorih, potem atletski klub Ormož se nam bo pridružil, bodo imeli meritve Kuparjevega testa, potem likovno kulturno društvo bo z nami, bodo imeli delavnice za otroke. Tako da nekaj še nas vedno je, no. No in kdo so tisti, ki pridejo? So to študentje, mladi, torej starejši, mladi po srcu? Ja, se pravim, pač jaz upam, da nas bo čim več, torej mladi, otroci, starejši, čim več različnih ljudi. Kako pa študentje ocenjujete tisti prvi del, ko je bil koncert? Ja, mi smo zelo zadovoljni, dobili smo tudi zelo dobre kritike, tako da smo kar v redu izpeljali. Mogoče nas je malce vreme omejilo, da smo pač morali postaviti šotor. Mestna groba je odličen ambient za open air koncerte, ampak pač nažalost tokrat ni šlo, ampak mogoče pa kdaj v drugi priliki. Torej bi ta prireditev naj postala tradicionalna v Ormožu? Ja, tak je naš namen, da to speljamo torej kot nekaj tradicionalnega, mogoče celo kot neko inicijativo mladih. Torej projekt ima neko perspektivo, vidimo veliko možnosti za širjenje, bomo videli, kam se stvari spelja. Kaj pa sicer počne Koš? Ja, klub je zelo aktiven, letos je ta zadeva torej prvič in je velik projekt, kar nam je, pač smo imeli z njim res kar dosti dela, ampak zdaj se je pa že dejansko pred vrati Ormoški festival aktivnih klubov in pospešeno delamo, seveda program je že skoraj narejen. Tako da počasi bomo začeli z promocijo OFAK-a, ki bo letos seveda spet v 13 dneh. To je ogromna zadeva za takšen mali klub, kot smo mi. Tako da delamo, aktivni smo. No, bi mogoče izdala kakšno skrivnost, izpostavila kaj, kar se bo dogajalo znotraj OFAK-a? Lahko rečem samo, da bo spet tradicija, torej OFAK-a Fana, ki bo odprta 14 dni. Potem 3 večji koncerte, kot tudi kar velika stvar, pripeljali bomo 2 malo večji imeni v Ormož, kar je tudi pomembno, ampak ne bom še izdala. To je to, športne aktivnosti, različni dogodki v Ormoškem parku, skratka ogromno dogajanja v 13 dneh. Ormoški festival aktivnih klubov oziroma, kot se reče na kratko, OFAK in traja 2 tedna, bo letos potekal od 27. julija do 8. avgusta in v Ormožu že tradicionalno predstavlja popestritev mladim, pa tudi malo manj mladim. Tako pa je zamišljena tudi prireditev Zbudi se Ormož, ki bi naj postala tradicionalna. Tako so ormoški študentje prireditev le izpeljali in kot ste videli, drugi del prireditve Zbudi se Ormož posvetili športu. Tudi v nadaljevanju sledi še nekaj športnih novičk, predtem pa nekaj oglasov. Prostovoljno gasilsko društvo Spodnja in Zgornja Gorica pri Pragerskem praznuje 90 let obstoja. Počastili ga bomo v petek, 19. junija, s koncertom dalmatinske klape Campanel s pričetkom ob 20. uri.
Vstopnice po 6 € lahko kupite v predprodaji. Bar Joca, Mes pub gostilna Karla v Račah, Bar Bonsai Brezula, Center Cafe Pragersko, gostilna Vintar Spodnja Polskava, Bar Kamenček Zgornja Polskava, gostilna Kureš Šikole, Pizzerija Klara Jablane, Kancler Sistemi Spodnja Gorica, Bar Jurček Brunšvik, Megabar Hoče in Elipsa Cafe v Orehovi vasi. V soboto 20. junija začnemo s praznovanjem 90-letnice že ob 17. uri. Sledila bo parada, svečana proslava s kulturnim programom, krst gasilskih vozil GVM-1 in GVC 1625, nato pa sledi zabava do jutranjih ur z ansamblom Donačka. Vstop je prost. Se vidimo 19. in 20. junija pod šotorom v športnem parku Krč v Spodnji Gorici. Ko si boste zaželeli podariti nekaj lepega, se odpravite v darilni butik na Vinarskem trgu 2 nasproti Vinske kleti na Ptuju. Izbirali boste lahko med izdelki steklarne Hrastnik, Rogaškim kristalom, izdelki s filanita, med suvenirji Ptuja, različnimi svečami ter še in še, za vsak okus in želje. Obiščete nas lahko vsak dan med 9. in 18. uro ter ob sobotah med 8. in 12. uro v darilnem butiku Vinarski trg 2 na Ptuju. Gostilna Črni ribič v Frankovcih. Za vse, ki si radi privoščite ribje ali druge specialitete, ter se sprostite v prijetnem okolju. V gostilni Črni ribič je prostora za 70 gostov, v poletnih mesecih pa jih do 30 sprejme tudi terasa. Nudijo vam a la carte različne ribje specialitete, a la carte ostale jedi, malice, kosila, catering, organizacijo porok in abrahamov, izletniška kosila ter še in še. Pričakujejo vas vsak dan, razen ponedeljka od 11. ure naprej, od torka do petka do 22. v soboto do polnoči in v nedeljo do 20. ure. Dobrodošli v gostilni Črni ribič, Jožef Dragarič SP, Frankovci 2A, ob glavni cesti iz Ormoža proti Središču ob Dravi. Naj zadiši po morju. Bi želeli osvežiti svoj dom z novimi barvami? Potem se oglasite v trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič. Ponuja vam široko paleto notranjih in fasadnih barv, ometov ter barv za les in kovino, ki vam jih zmešajo v najsodobnejši mešalnici barv. Ponuja vam tudi demit fasade, razne štukature in okrasni stiropor. Za avtoličarje ponujajo širok izbor avtoličarskega materijala, navadne, akrilne in metalik avtolake, ki vam jih prav tako zmešajo v željenem tonu. V prodajnem programu pa boste našli tudi razna lepila, lake za parket, izolacijski material, fugirne mase, izravnalne mase, kite, akumulatorje, čistila, plin v jeklenkah ter vse pripomočke za domače mojstre. Trgovino Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu lahko obiščete vsak dan med 7. in 17. uro, v soboto med 7. in 13. uro. Telefon 740 01 70. Ko se vinski griči ponujajo vsej svoji lepoti in ko žlahtna kapljica polepša dan, glasi vabilo na turistično kmetijo Puklavec v Zasavcih 21 Miklavž pri Ormožu. Poleg odličnih vin, ki jih na kmetiji pridelajo v svojih vinogradih, pa se na turistični kmetiji Puklavec lahko pohvalijo tudi s pestro kulinarično ponudbo, ki temelji na izvirnih domačih receptih. Ponuja čar krušne peči in pristnosti. Tudi odličnih slaščic ne manjka v ponudbi in vsega, kar bo zadovoljilo še najizbirčnejšega gosta. Na kmetiji Puklavec vas bodo z veseljem popeljali na degustacijo vin v svojo bogato založeno klet, vas pogostili pod brajdami, poskrbeli za glasbo in vam končno v svojih sobah za goste ponudili tudi prenočišče, če boste tako želeli. Na turistični kmetiji Puklavec v Zasavcih 21 Miklavž pri Ormožu lahko hkrati postrežejo 60 gostom. Vse informacije pa ponujajo tudi po telefonu 041 916 343. Dovolite si razvajanje in privoščite si sonca med vinogradi na Zasavškem griču pri Puklavcu. Ormoško pivo ogrelo nas bo, kapljico z
Ljubitelji športa z ormoškega konca lepo pozdravljeni. V okviru projekta Zbudi se Ormož, katerega glavni organizator je klub ormoških študentov, je v soboto 6. junija potekal turnir v rokometu na mivki. Rokomet na mivki je dinamična, atraktivna in zanimiva igra, kjer ekipo sestavljajo 4 igralci v polju in 4 v rezervi. Lokalno obarvanega turnirja v športnem parku Mestna Graba se je udeležilo 6 ekip, vse iz Ormoža. Skozi celotno popoldne je bilo odigranih 18 tekem, kjer so številni ljubitelji rokometa lahko uživali v kvalitetnih in zelo izenačenih tekmah. Največ uspeha je požela ekipa kadetov in mladincev Jeruzalema, ki je bila večji del sestavljena iz reprezentantov mlajših kadetov Slovenije in Hrvaške. Zmagovalno ekipo pod imenom Jožefini Klipiči so sestavljali vratar Marin Šutalo, igralci v polju Tilen Kosi, Gašper Horvat, Dominik Ozmec, Miha Kolmančič, Igor Petrovič in Miha Kavčič. Jožefini Klipiči so v velikem finalu po dramatičnih dvobojih v akcijah igralec proti vratarju oziroma tako imenovanih shoot-outih premagali izkušeno zasedbo težkašev z 2-1 v nizih. Za drugovrščeno ekipo težkašev so nastopali vratar Max Dokša in soigralci Saša Prapotnik, Mladen Grabovac, Niko Klemenčič, Darjan Ivanuša, David Bogadi in Dimon Grabovac. Poražencem niso pomagale niti izkušnje, ki so se jih v daljni preteklosti nabirali na najmočnejših turnirjih po Hrvaški. Ob glasbi DJ-ja Minatija je bilo moč opaziti kar nekaj perspektivnih fantov za igranje rokometa na mivki. Lokalni turnir je služil kot odprti trening za nastop na prvem od 2 kvalifikacijskih turnirjev za državno prvenstvo v ženski in moški konkurenci, ki bo v Ormožu v Mestni Grabi potekalo to soboto 13. junija s pričetkom ob 12. uri. Zbor ekip bo ob 11. uri, žreb ob 11. uri in 30 minut, pričetek turnirja točno opoldne. Najboljši 2 ekipi v konkurenci se uvrstita na finalni turnir, ki bo odločal o državnem prvaku v rokometu na mivki za sezono 2014. Maksimalno število igralcev v ekipi je 10, na tekmi jih sodeluje 8. Pravico nastopa imajo igralci rojeni od vključno leta 1999 in starejši. Letos bo se strani Rokometne zveze Slovenije potekal tudi izbor v žensko in moško državno reprezentanco, kjer bodo odgovorni na Rokometni zvezi izbrali najboljše v državi, ki bodo Slovenijo od 28. avgusta do 6. septembra zastopali na sredozemskih igrah športov na plaži v italijanski Pescari. Med strelskimi dogodki Toto krog se lahko malo mesto Ormož pohvali za udeleženko prvih evropskih iger v azerbajdžanski prestolnici Bakuju. Od 12. do 28. junija se bo v Bakuju mudila članica strelske reprezentance Slovenije in članica strelskega društva Kovinar Ormož Urška Kuharič. Urška bo nastopila z zračno puško na 10 metrov in z malokalibrsko puško trojni stav na 50 metrov. Poleg Kuharičeve bodo strelsko reprezentanco Slovenije zastopali še Živa Dvoršak, Petra Dobravec, Jasmina Maček, Rajmond Debevec in Boštjan Maček. Na premiernih evropskih igrah bo nastopilo več kot 6000 športnikov iz 49 evropskih olimpijskih komitejev. Tekmovalo se bo v 20 športih in 31 disciplinah, 25 disciplin je olimpijskih in 6 neolimpijskih. O rezultatu Urške Kuharič bomo poročali v naših naslednjih oddajah. S sezono 2014-2015 so zaključili nogometaši v Ptujski superligi, ki so odigrali tekme zadnjega 23. kroga. Ekipi Središča in Ormoža sta v lokalnem derbiju remizirali. Tekma se je končala z izidom 4-4, polčas 2-1 za Središče. Domače sta v vodstvo z 2-0 povedla Ivanuša in Lesjak, ki sta zadela v 31. in 34. minuti. Izid polčasa je postavil Zlatnik v 42. minuti s svojim 13. prvenstvenim zadetkom. Perišič je v 58. minuti povišal vodstvo domačih na 3-1. Nato pa so Ormožani s 3 doseženimi zadetki spreobrnili potek tekme in povedli 4-3. Zadela sta Melnjak in 2-krat Štiberc v 73. in 82. minuti. Globoko v sodnikovem podaljšku je končen izid 4-4 iz 11 metrovke postavil Novak. Prvaki Ptujske superlige so postali nogometaši Vidma, ki so zbrali točko več od Gereče vasi. Bron je pripadel Ormožanom, 4. mesto Stojncem in 5. mesto Središčanom. Iz lige so izpadli nogometaši Boča iz Poljčan. V petek bo v nogometnem klubu Ormož potekal občni zbor, kjer se bo več izvedelo o ciljih ter željah kluba v prihodnosti. Toliko za danes.
Za osvežitev v teh vročih poletnih dneh pa si seveda lahko ogledate naslednji utrip Ormoža čez teden dni, ko boste lahko videli, kako je bilo na salonu Jeruzalem, izvedeli, koliko je na območju Medobčinske zveze prijateljev mladine zlatih bralcev in drugo. Srečno!